Maja, Katjuša, Anja, Saška, Ajda. Ajda. Jaz mislim, da dokler otrok ne pride v stik z drugimi ljudmi, mogoče sam ne ve, da je to narobe, ker mu nihče ne pove. Potem, ko pride v šolo, vidi, da je to narobe, se začne zavedati. Mogoče tudi zato ne pove, ker se boji, da ga bodo ostali izločili iz svoje družbe. Ja, za nekatere otroke je to, da je pri njih doma se izvaja družinsko nasilje, sramota. Nekatere je strah, da bi jih potem prijatelji, da ne bi imeli več prijateljev, ali pa da bi starši kaj rekli, če bi to komu povedali, in jih je strah in tega ne povejo. Otroka je lahko sigurno strah, da ga bodo doma kaznovali, zato si ne upa povedati. Sigurno, če so starši dosti pametni, mu bojo zagrozili, da ne sme tega govoriti, ker bi jih lahko zaprli in si najbrž ne bojo upali povedati. Lahko pa jih je tudi sram, ker so danes že taki otroci, da če bi vedeli, da kako družino ima, bi ga lahko pomilovali ali pa bi ga preprosto izločili, ker je žrtev nasilja in bi ga mogoče označili za šibkega. Moje mnenje je, da se potem otrok počuti šibkega, primanjkuje mu samozavesti in tudi, ko bo on odrasel, se bo potem znašel nad svojimi otroki, mogoče še celo bolj. Seveda pa se da drugače kaznovati otroka, recimo tako, da mu prepovemo televizijo, vzamemo telefon in podobno. Jaz mislim, da to ni pravi način vzgajanja otroka. Ko otrok nekaj naredi narobe, se je treba usesti za mizo pa se pogovoriti o tem, kaj je storil narobe, kaj bi mogel drugače narediti in se pogovoriti v primerni kazni, ne pa da otroka tepejo in vzgajajo na takšen način, ker potem otrok izgubi samozavest in ko je starejši, potem se znaša nad drugimi svojimi prijatelji in je potem samo še slabše. Jaz mislim, da nobena vrsta neklofut ni primerna za vzgajanje otrok, ker po mojem mnenju dobijo samo neke strahove, ali pa da jim seveda najverjetneje ni najboljše, da jih doma tepejo. Po mojem jih malo zatirajo s tem. Mislim si, da se da vse lepo posebej.